Vsemogočni večni Bog, tako naj obhajamo skrivnost Kristusovega trpljenja, da nam boš mogel odpustiti grehe po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Postavil sem te za luč narodom. Berilo iz knjige preroka Izaija. Poslušajte me, otoki, pazite ljudstva v daljavi. Gospod me je poklical ob rojstvu, mi dal ime že v materinem naročju. Napravil je moja usta kakor oster meč. Zakril me je senco svoje roke, naredil me je za gladko puščico, me skril v svojem tulu. Rekel mi je, moj služabnik si Izrael, ki se bom v tebi poveličal. Jaz pa sem si rekel, za mam sem se trudil, za nič in brez koristi sem potratil svojo moč. Toda pri Gospodu je moja pravica in pri mojem Bogu je moje plačilo. Zdaj pa govori Gospod, ki me je ob rojstvu podobil za svojega služabnika, da nazaj privedem Jakoba k njemu, da zberem Izraela za njega. Počeščen sem bil v Gospodovih očeh in moj Bog je bila moja moč. Rekel je torej, premalo je, da si moj služabnik, da poznigneš Jakobove rodove in nazaj privedeš Izraelove rešence. Zato te postavim za luč poganskim narodom, da boš moje zveličanje do konca zemlje. Božja beseda. Oznanjal bom tvojo pravičnost. Oznanjal bom tvojo pravičnost. K tebi, Gospod, se zatekam, naj ne bom osramočen vekomaj. Po svoji pravičnosti me otmi in osvobodi. Nagni k meni svoje uho in me reši. Oznanjal bom tvojo pravičnost. Bodi mi zavetna skala, utrjen grad, da me rešiš. Ti si moja skala in moj grad. Moj Bog, iztrgaj me iz roke krivičnika, iz pesti hudobneža in zatiralca. Oznanjal bom tvojo pravičnost. Ti si moje upanje, moj Bog, moje zaupanje, Gospod. Od moje mladosti, nate sem se opiral od rojstva, od naročja moje matere si bil moj varuh. Oznanjal bom tvojo pravičnost. Moja usta bodo oznanjevala tvojo pravičnost. Ves dan tvojo pomoč, o Bog, učil si me od moje mladosti in do zdaj oznanjam tvoja čuda. Oznanjal bom tvojo pravičnost. Pozdravljen naš kralj, pokoren očetu, peljejo te na križ, kakor krotko jagnje v klanje. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Janezu. Tisti čas, ko je bil Jezus pri mizi s svojimi učenci, se je zgrozil v duši in je zatrdil. Resnično, resnično povem vam, eden izmed vas me bo izdal. Učenci so se spogledali, ker niso vedeli, o kom govori. Slonil pa je pri mizi na Jezusovih prstih njegov učenec, ki ga je Jezus ljubil.
Njemu torej pomigne Simon Peter mu reče, vprašaj, kdo je tisti, o katerem govori. Ta se skloni na Jezusove prsi in mu reče, Gospod, kdo je? Jezus odgovori, tisti je, kateremu bom pomočil, grižljaj in mu ga dal. Pomoči torej grižljaj in ga da Judu, sinu Simona Iškarijota. Po grižljaju tedaj je šel Satan van, Jezus mu pravi, kaj misliš storiti, stori brž. Nobeden od teh, ki so bili pri mizi, pa ni spoznal, zakaj mu je to rekel. Ko je namreč Juda imel denarnico, so nekateri menili, da mu Jezus naroča, nakupi, česar nam je treba za praznik, ali ne da kaj ubogim. On je torej grižljaj vzel in takoj odšel, bila pa je noč. Ko je odšel, je Jezus rekel, zdaj je Sin človekov proslavljen in Bog je proslavljen v njem. Če je Bog proslavljen v njem, ga bo tudi Bog v sebi proslavil in proslavil ga bo kmalu. Otročiči, še malo časa bom med vami. Iskali me boste in kako sem rekel Judu, tudi zdaj vam pravim, kamor jaz grem, vi ne morete priti. Simon Peter mu reče, Gospod, kam greš? Jezus mu odgovori, kamor grem, zdaj ne moreš iti za menoj, pojdiš pa pozneje. Peter mu reče, zakaj bi ne mogel zdaj iti za teboj? Življenje dam zate. Jezus odgovori, življenje da zame, resnično, resnično povem ti, ne bo Peteren zapel, dokler me trikrat ne zatajiš. To je Kristusov evangelij. Jezus je s svojimi učenci pri mizi, pri zadnji večerji in se zgrozi v duši. Torej, težko mu je, ker je eden izmed 12 prijateljev, apostolov, učencev, ga bo izdal, en drugi pa ga bo zatajil. Torej, vsi vemo, ko nas bližnji nam kaj težkega stori, da ni enostavno, ni tako lahko. In tudi Jezusu ni bilo. Se piše pisatelj, da se je zgrozil v duši. Jezus tukaj na začetku reče, da kdo ga bo izdal, v bistvu tudi pove, ne pove z besedami, ampak z gestom, torej komu bom pomočil grižljaj, tisti je, in da kruh Judu. Se lahko včasih vprašamo, zakaj Jezus ni moral Judu reči, tega naj ne dela ali pa bi to onemogočil. Ampak Bog nam je dal svobodno voljo in je prav tako, torej vsak se po svoji vesti odloča in je dobro tako, da nismo kot avtomati, da bi nas Bog vodil vsem pa tja, da smo mi tisti, ki odgovarjamo za svoja dejanja. Vsak izmed nas dobro ve, kar je prav, pa dobro tudi ve, kar ni prav. Torej, mi smo tisti v končni fazi, ki delamo naša dejanja, mi storimo, ne pa Bog, ampak vsak človek sam zase odgovarja in dela stvari. Seveda Bog nam kaže pot, kar bi bilo prav. Peter na koncu z veliko močjo reče, življenje dam zate. In res se pol vemo, kasneje ga zataji. Tudi mi v svojih življenjih večkrat se hočemo pokazati močne, lahko to naredimo. Mora tudi v teh 40 dnevih, sem jaz prvi na tistem mestu, ki sem si kaj zadal, pa nisem vedno vsega uspel. Ampak na koncu pa tisto Božje odpuščanje. Bog je Judu odpustil, je odpustil tudi Petru. Vemo vsi, ko se je Peter, mu je bilo žal, se je zajokal nad tem, kar je storil. In Bog mu je odpustil, ga tudi potem poklical za voditelja apostolov in cerkve, torej grešnika. In tudi Gospod nam odpušča, tudi Judo je odpustil. Juda se potem šel obesiti. Verjetno ni moral sam sebi odpustiti, kar je storil. Tudi mi težko si odpuščamo. Gremo k spovedi, pa še včasih misli, pa nam je res odpuščeno ali nam ni odpuščeno. Bog pa vse odpušča
Pa prosimo Gospoda za tole milost, da bi mogli doživeti to Božje odpuščanje, ki je resnično odpuščajoče in sprejemajoče, da nas sprejema takšne, kakršni smo, da bi se tudi vsak izmed nas mogel sprejeti in tudi odpustiti sebi vse svoje prestopke. Bratje in sestre, ko smo v teh velikih dneh našega odrešenja zbrani okoli Gospodovega oltarja, se zaupno obrnimo nanj in ga prosimo. Jezus, naš brat, vedno znova grešimo in delamo, česar nočemo. Prosimo te, očisti naša srca, da bomo lahko živeli v prijateljstvu s teboj. Naj luč tvojega veselega oznanila po gorečnosti naših misionarjev zasije vsemu svetu. Nauči nas ločevati, kar je dobro in kaj slabo, in nam pomagaj, da si bomo z vsemi močmi prizadevali za dobro. Prosimo te za tiste, ki trpijo, ker so se oddaljili od tebe, da jim upanje, pogum za nov začetek. Podari našim pokojnim sorodnikom, prijateljem in dobrotnikom večno veselje pri sebi. Jezus, naš odrešenik, daj, da bomo vedno živeli po tvoji volji in tako svetu prinašali mir, ki živi. Rad bi